Spoštovani vsi, dobrodošli v studiu GAM. Online razvedrilni program. Gledališča Ane Monro. Naše vodilo je in bo mi za vas, vi za nas. Dobro jutro. Dobro jutro, z vami sem Ankica M. Danes je torek, ura je 10 in kot vedno naš redni Studio GAM informativni online program, ki ga lahko spremljate neposredno na našem kanalu Sims. Če vam pa danes ne bo uspelo, lahko pa popoldne, pri kosilu, večeri ali pa na mesto risank. Torej, če ste doma, v službi ali v gužbi, mi smo tukaj vedno za vas. Studio GAM začenjamo s rubriko Fokusirana. Tako je. Ki vas bomo obveščali o aktualnih dogodkih gledališča Ane Monro. Prva točka. Tokrat se lahko pohvalimo, da so bili vsi člani Studia GAM, razen mene, v soboto 26.3. v gostje v otroški in mladinski oddaji RTV Slovenija Krompir, ja, kjer so predstavili ulično gledališče v teoriji in praksi in je bilo ful dober. To si pa še vedno vse lahko pogledate na naši spletni strani www.anamonro.se. To pa še ni vse. Aprila se začenja mesec izobraževanj, ki bo potekala od 2. 4. do 5. maja, tako da vse, ki vas zanimajo ulične in performativne umetnosti, še vedno so prijave odprte, tako da se kar prijavite. To pa še ni vse. 19.4. nadaljujemo s praktično delavnico Zgnud, ki je skrajšava za gledališčem nad učence in dijake. Tako da vabljene, profesorice, učitelji, vsi, ki vas zanima gledališče, mi smo pravi naslov za vas, tako kot vedno. Jaz mislim, da je bilo informacij zaenkrat dovolj. Čas je, da se iz fokusa preselimo na fizkulturo, tako da je čas, da se preselimo v naš vadbeni studio in Anina dvižnica. Dragi sledilci, dobrodošli v tokratni ediciji Anine dvižnice. Verjetno ste tudi sami že opazili, da je v deželo prišla pomlad. Pridružimo se ji. Ustanite, dvignite se. Ja. In tisti, ki ste malo bolj lencani, seveda pa se nam pridružite in izvajate vaje v mislih. Torej, povežimo se s svojim bistvom narave. Postojimo trenutek in se poskušajmo povezati s soncem, z vesoljstvom in z vsem, kar nas obdaja. To svoje povezovanje zaključimo z 10 hitrimi vdihi skozi nos. In sedaj stopimo po poti, ki nas vabi. Znebimo se običajnih stvari, ki nas omejujejo, ki nam preprečujejo stik in začnimo hoditi. Hodimo, 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 dokler ne pridemo do naše destinacije s poljem posute jasne poljane. Ja. In oglejmo si, kaj je okrog nas. Široko se odprimo in se razglejmo. In spet se razglejmo. In spet se razglejmo.
in spet se razglejmo, dokler nismo že popolnoma razgledani. Na to poglejmo, kakšne so svetice. Ja. Sklonimo se k eni in se dvignimo, sklonimo se k drugi in se zopet dvignimo, sklonimo se k tretji in se zopet dvignimo. Ja. No, in za konec pa se naužimo še vsega tega vonja, ki nas obdaja, in začutimo ta prekrasen vonj. In to je, dragi sledilci, za danes vse. Jaz sem čisto sproščena. To je bila Anina dvižnica. Kratka, a intenzivna in čuteča vadba. Ampak zdaj se pa selimo na teren. Tako da na vrsti je s terena. Tokrat se javljamo s Planice. Ekipa. Ekipa. Ja, zdaj. Ja, Takoj, ja, ova. smo. Ja. Drago gledalstvo pred vsem zasloni, dobrodošli iz doline pod Poncami, kjer se dogodki še vedno nadaljujejo. Po novem za poleti suličarjev in ne boste verjeli, še več ljudi kot čez vikend. 75,000 se jih je zbralo tukaj in prav zares imajo dober razlog za to. Ponovno so padli rekordi, ne boste verjeli. In prav tukaj z nami nas je počastil svetovni rekorder, Ronči Poskočnik. S temi vašimi sulicami ste poleteli direktno v poden planiške velikanke. Povejte, kakšna so vzdušja? Vzdušje je krasno, zato ker to je naš šport. Zaznačujeta dve fazi, tri pravzaprav zalet, vzlet in pa padec. In vsakdo, ki se na koncu padca, pobere se na svoje noge, je njegov skok veljaven. Ocenjuje se pa daljina, daljava in pa seveda tudi lepota padca. In ponosen sem na to, da je Planica dobila ta svoj rekord, ki ga čez vikend umanjkal, v ponedeljek pa smo ga dobili. Čudovito. Vi nam morda zaupali, kakšna je skrivnost vaših uspehov? Ja, čim bolj atraktivno se razlimati na koncu. Čudovito, najlepša hvala. Neka megla je popadla. Ja, ampak je. Nekako se slabi, kaj pa to pomeni? Neč Ronči Poskočnik, najlepša hvala za vaš padec. Hvala. Rekorden in veliko uspehov. Ja, če bom našel pot domov. Mi ostajamo. Ja, dajte, mi ostajamo upamo v tem čudovitem vzdušju. Naše skupine pa letijo nazaj v Studio 1. Bravo, Tonči! Tako, to je bilo vse, kar smo pripravili za vas. Sedaj pa sledi še zadnja rubrika Donirana, da boste izvedeli, kaj lahko vi storite za nas. Vse o tem vam bo povedal eden in edini Goro Osojnik! Zdaj pa zares. Torej, včas mi je, da lahko povem,
da smo v gledališču Ane Monro zasnovali projekt Dajmo otrokom gledališče. Z namenom, da neposredni stik z uličnim gledališčem omogočimo tudi prebivalcem manjših krajev po celotni Sloveniji, ki imajo običajno manj možnosti, da se srečajo z njim, sploh pa v domačem okolju. Zasnova projekta je taka, da dopoldne odigramo predstavo za otroke podružnične šole, lokalne, popoldne, pozno popoldne, pa še za prebivalce lokalne skupnosti. Primerno ga bomo izvedli v petek 3.6., ko bomo z našo ekološko alternativno ulično predstavo Zadnji ulov gostovali v Breginju, najbolj zahodnem kraju Slovenije. Zato potrebujemo 3600 evrov, pri čemer bodo 600 evrov prispevali lokalna šola, podružnična šola in pa lokalna skupnost. Vas pa seveda pozivamo, da skupaj zberemo še manjkajočih 3000 evrov. Zato vas prosimo in pozivamo, da odprete srca in pa denarnice, seveda, za dober namen in podprete projekt Dajmo otrokom gledališče. Vse informacije o njem, kako lahko prispevate zanj, najdete na naši internetni strani www.anamonro.si, poševnica Podprite nas, do katere vas z enim klikom popelje podporni balon, ki se zdaj mota kle okrog. Ujemite ga in nas podprite in skupaj zberimo denar za dober namen, za kulturo v manjše slovenske kraje. Hvala lepa, o razvoju vas bomo obveščali. Sedaj pa imam čast, da prepustim studio zaključni točki današnjega prenosa in sicer glasbeni nastop Trio Mio. Kravečke, čas je za funk. Ne? Faktor začnimo. Ja, smo videli! Funky, funky! In pa prihodnik spet čez teden ob 10. naslednji torek. Funky, funky!